Martin je poslanec v državi Drom. Ta mesec bodo poslanci glasovali o pomembnem zakonu, ki bo po novem dovolil prodajanje sladoleda samo v poletnih mesecih. Če bo zakon sprejet, sladoledarji ne bodo smeli prodajati lučk in kepic jeseni, pozimi in spomladi, saj sladoled vsebuje sladkor, preveč sladkorja pa škodi. Proizvajalcem sladoleda to seveda ni všeč, saj bi, če bi bil tak zakon sprejet, zaslužili manj. Zato se je društvo sladoledarjev odločilo poslance podkupiti, da bodo glasovali v skladu z njihovimi željami. Martinu so ponudili 50 000 evrov v zameno za to, da bo glasoval proti sprejemu zakona. Veliko denarja so ponudili tudi drugim poslancem. Martin se je strinjal in zdaj razmišlja, kaj si bo za ta denar privoščil. Temu rečemo korupcija. Poslanci, tudi evropski, in ljudje, ki so zaposleni na občinah, v javnih uradih, bolnišnicah in podobnih ustanovah, so dolžni ravnati tako, kot je najbolje za ljudi. Takrat, ko odločitve sprejemajo tako, kakor je najbolje zanje, temu rečemo korupcija. Korupcija je torej zloraba položaja za pridobitev zasebne koristi. Odgovoren za korupcijo, torej krivec zanjo, je tako tisti, ki nekaj ponudi, kot tisti, ki nekaj prejme. Korupcija bi bila tudi, če bi sladoledarji Martinu obljubili vožnjo z jahto, tono sladoleda po njegovi izbiri, ali pa bi Martinu obljubili, da bodo za šefa v eni od svojih tovarn zaposlili njegovega sina. Seveda je ta primer s sladoledom izmišljen, a korupcija obstaja in jo preiskujejo policisti. O korupciji govorimo takrat, ko kdo zlorabi svoj položaj za zasebno korist. Za korupcijo sta kriva tisti, ki nekaj ponudi, in tisti, ki nekaj dobi.